Spoštovani Slovenke in Slovenci, državljanke in državljani. Slovenija je na pravi poti. To je naš skupni uspeh. Smo med najuspešnejšimi državami na svetu in najboljši v Evropi po naših rezultatih v boju z epidemijo koronavirusa. Zaenkrat. A previdnost in obnašanje, odgovorno do sebe in drugih, je potrebno še naprej. Vse dokler ne bo za vse na voljo učinkovitega zdravila in ali cepiva, bo naš način življenja vsaj deloma spremenjen. A če bomo v Sloveniji tudi v prihodnje sposobni obdržati čisto epidemiološko sliko ter hitro in učinkovito omejiti posamične izbruhe okužb, do katerih bo zanesljivo prihajalo, bo to za nas velika prednost. Ugled varne in urejene države, ki je sposobna poskrbeti za zdravje svojega prebivalstva tudi ob izbruhu pandemije, je v teh časih daleč najboljše priporočilo tako v turizmu kot pri investicijah, s katerimi se pomemben del dejavnosti seli iz Azije nazaj v Evropo. Za to prednost se moramo v veliki meri zahvaliti našemu zdravstvu, zato pričakujemo dodatno podporo javnosti v naslednjih mesecih, ko bomo zagotavljali sredstva za nujne naložbe po slovenskih bolnišnicah in dograjevali plačni sistem v zdravstvu in zdravstveni negi. Da bi dane in možne prednosti čim bolje izkoristili, skušamo kar najhitreje odpravljati posledice epidemije. S koncem meseca bodo nekateri ukrepi iz prvih dveh protikorona zakonov nehali veljati, deloma jih bodo nadomestili drugi. Vlada pošilja v Državni zbor tretji protikorona paket, s katerim namenjamo znatna sredstva za financiranje skrajšanega delovnega časa v vseh tistih dejavnostih, kjer je dela, povpraševanja in naročil manj kot pred krizo. Ukrep bo veljal do konca leta in bo po potrebi podaljšan. Zanj zagotavljamo znatna sredstva iz evropskih skladov in iz proračuna. Epidemija je dodatno pospešila potrebe po zelenem prestrukturiranju v nekaterih panogah, na primer v avtomobilski industriji. S tretjim paketom jim bomo poleg ostalih pomoči zagotovili dodatne možnosti za financiranje raziskav in razvoja. Namesto plačevanja, čakanja na delo v turizmu in ostajanju doma, bomo oživitev teh dejavnosti spodbudili s turističnimi boni, ki jih prejmejo vsi in s katerimi se bodo lahko do konca leta plačale nekatere storitve v Sloveniji. Evropska komisija je v svoji zadnji napovedi za Slovenijo doslej sprejete ukrepe ocenila zelo pozitivno. Zaradi njih nam napoveduje možno hitro okrevanje, s katerim bi lahko že po letošnjem znatnem padcu rasti drugo leto zrasli skoraj na predkrizno raven. Naredili bomo vse, da ta cilj dosežemo. V tem primeru blaginja Slovenije ne bo žrtev dolgotrajne recesije, kot se je to zgodilo po zadnji gospodarski krizi. K temu lahko veliko prispevamo kot vlada, ki sprejema ali predlaga prave ukrepe. Največ pa lahko naredimo s tem, da ohranimo sedanji težko pridobljen ugled Slovenije kot varne in urejene države s čisto epidemiološko sliko. To pa lahko tudi za naprej dosežemo samo skupaj. Hvala vam.